Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz našega studia. Naš tokratni gost je župan občine Turnišče, Borut Horvat. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Pa začniva s projekti v občini Turnišče. Uredili ste kolesarske poti. Kako potekajo dela? Jaz sem moral vedeti, da letošnjem letu smo pristopili k dvem kolesarskim potem, in sicer prvo kolesarsko pot Turnišče-Renkovci je financirala Direkcija Republike Slovenije za ceste. Mi smo v enem delu priskočili zraven z odkupom zemljišč, se pravi, ko je že obstajala kolesarska steza, smo nekako potem na 2,5 metra razširili, tako tu so dela bila dokončana, čaka se komisijski pregled strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Druga kolesarska povezava je pa Turnišče-Dobrovnik-Lendava. Se pravi, v tem sklopu smo mi uredili prvi del, se pravi naš del, se pravi od Turnišča, od vasi Turnišča do reke Ledava, potem naslednje leto se pa nadaljuje v občini Dobrovnik in še potem naslednje tudi leto v občini Lendava. Zdaj tu nekje smo tudi dela, so bila pravno prejšnji teden dokončana, se pravi, vzpostavljena je bila prometna signalizacija. Vrednost teh del je nekako 100 000 evrov, je pa iz dogovora za razvoj regij ta projekt bil sofinanciran z področja, bom rekel, te kolesarske povezave in kolesarske infrastrukture. Zdaj pričeli ste tudi z gradbenimi deli za potrebe gospodarske cone v Turnišču. Kako je kaj tukaj? Tako je. Zdaj po 4. izvedenem razpisu smo končno uspeli pridobiti ponudnika, tako da z deli so začeli že prejšnji mesec, se pravi v mesecu oktobru. Nekako načrtujem, da bo v roku 3 mesecev tudi dokončana ta del, se pravi v sklopu tega se bo obnovila, se pravi asfaltna obloga na cestišču, se pravi tudi cestišče se bo delno saniralo, potem tudi kolesarska povezava z vasjo Nedelica se bo ponovno vzpostavila. Sicer prej je že bila ta kolesarska povezava skoraj do povezave iz Turnišča, tako da sedaj združujemo to kolesarsko povezavo, urejamo dejansko tudi 3 križišča oziroma 2 na novo vhoda, se pravi v gospodarsko cono za potrebe investitorja, se pravi se širi oziroma se prilagaja, glede na potrebe investitorja, da se potem tudi lahko bodo ta težka tovorna vozila. In pa tudi urejamo potem, kot sem že prej omenil, povezavo iz vasi Nedelica proti Turnišču kolesarsko in pa tudi osvetlitev tega dela, bom rekel, ceste, tako da bo varna za pešce, kolesarje, pa tudi za avtomobile, se pravi tudi načrt je en prehod, ki ga sedaj ni bilo, da potem lahko varno, se pravi pešci in kolesarji prihajajo proti področju cerkve. Uredili ste tudi 2 igralnici za vrtec. Kaj lahko poveste o tem? Tako je, kot smo že večkrat tudi poročali na naši spletni strani, tudi vi novinarji ste večkrat tudi nas tem spraševali. Nekako v začetku leta smo pristopili gradnji, sprva smo načrtovali samo prvo fazo izvesti, se pravi 2 igralnici spostaviti v prostorih bivšega fitnesa. Po odobritvi strani vlade, se pravi po sklepu vlade, smo pa tudi pristopili potem k drugi fazi, se pravi zgradnje večnamenskega objekta, se pravi povezave starega dela vrtca s tem novim delom. Tako da tu smo dela dokončali. 25. oktobra moram povedati, da so se otroci že vselili v te 2 nova oddelka. 20. oktobra pa smo pridobili tudi uporabno dovoljenje, tako da zdaj že veselo, rekel, naši najmlajši otroci koristijo ta 2 nova oddelka. Na načrtu pa še imamo vzpostavitev enega oddelka, se pravi tam, ki je bil predviden lokal. Tu pa tudi sedaj smo v fazi zbiranja ponudbe za projektiranje, tako da upam, da bomo potem drugo leto lahko tudi ta, bom rekel, manjši del, se pravi sprememba v eno igralnico, tudi uresničili. Zdaj za vse ljubitelje fitnesa ste tudi na tem področju nekaj uredili. Kaj točno? Tako je. Pred selitvijo oziroma razširitvijo vrtca smo morali preseliti tudi fitnes. Nekako smo potem uporabili prazne prostore pri Rodoviti, se pravi tam, kjer je bila kmetijska trgovina, smo nekako ta del prostorov namenili za fitnes. Prvo smo sicer nameravali samo spodaj urediti fitnes, zgoraj bo nekaj takšen vadbeni prostor. Medtem ko sedaj se je najemnik odločil, da bo tudi zgoraj imel dejansko fitnes in smo tudi tukaj dejansko potem tudi spremembo namembnosti teh zgornjih prostorov vodili, tako da zdaj celoten sklop, se pravi zgoraj in spodaj bo namenjen za fitnes in pa za vadbo. Zdaj tudi pridno moram reči, da tudi trenirajo namizni tenis. Vidim, da noter se tudi dogajajo stvari, tako da upamo, da bo to zaživelo tudi tukaj na tej novi lokaciji. Pa preidiva na Polanščekovo domačijo. Tam ste urejali dvorišče, balinišče tudi. Tako je. V letu 2020 smo bili uspešni na razpisu LAS pri dobrih ljudeh, se pravi v okviru tega projekta smo pridobili sofinancirska sredstva, ki smo jih namenili dejansko za ureditev dvorišča, se pravi delno smo ga tlakovali, delno smo ga, se pravi, zasipali z šodrom, z gramozom, delno smo pa potem tudi en del sredstev smo potem namenili potem za gradnjo balinišča. Se pravi, to je v tem sklopu projekta, poleg tega smo pa 2-stezno balinišče zgradili in še tudi nekaj fotografske opreme nakupili iz sofinanciranja sredstev. Tudi moram vedeti, da smo že oddali zahtevek, se pravi za
povračilo sofinancirskega deleža, tako da pričakujemo do konca leta, da tudi ta sredstva potem nazaj pridobimo. Ja, uredili ste tudi kolesarnico pri cerkvi med drugim. Tako je, ta kolesarnica je dejansko še v delu, tako da ni še do konca urejena. Se pravi, izpostavljeni so že nosilci za kolesa. Zdaj pričakujemo v mesecu decembru, da bodo prišla kolesa. Se pravi, sprva smo naročili dejansko 2 električni, 3 pa navadna. Tudi to je v sklopu LAS projektov, se pravi, to je medlasni projekt. Se pravi, vseh LAS-ov v Republiki Sloveniji. Nosilni partner je LAS Gorenjska. Sodelujemo pa tukaj z našega področja, se pravi LAS pri Dobrih ljudeh 3 občine, se pravi Turnišče, Velika Polana in pa Beltinci. Želimo pa spostaviti, se pravi, kolesarsko mrežo, tako da bi nekako v celem Pomurju, se pravi, oziroma najmanj v Prekmurju bila ta mreža spostavljena. Zdaj moram povedati, da so kolesa primerljiva z vsemi sosednjimi občinami, se pravi, tako da bo dejansko od Murske Sobote pa do Lendave lahko potem gostje ta kolesa kjerkoli si sposodili, pa kjerkoli potem tudi pustili oziroma na teh mestih tudi jih nazaj priklopili na elektriko oziroma na navadne kolesa. Ja, pa preidiva k projektom, ki jih želite uresničiti v prihodnje. Kaj je trenutno tisti najbolj pričakovani projekt, mogoče prenova čistilne naprave? Ja, tako je. Prenova čistilne naprave je tisti projekt, ki nas dejansko najbolj žuli, bom rekel. Dejansko smo že 2-3 leta se vrtimo okrog tega projekta. Upali smo, da bo sofinanciran z dogovora za razvoj regij. Nekako to upanje nam še ostaja zaradi tega ostanka sredstev, kolikor bo vsaj delno sofinancirano, ker drugače ga bomo mogli dejansko sami sofinancirati. Zdaj imamo že dejansko udeležbo inšpektorata za okolje in prostor, da moramo pristopiti k sanaciji. Za naša čistilna naprava je biološka čistilna naprava. Žal se je njena doba iztekla, se pa nekako 20 let obratuje in po teh 20 letih dejansko ne zadostuje vsem kriterijem, ki pač pritičejo okoljskim, bom rekel, čistilnim napravam oziroma biološkim čistilnim napravam. Tako da vrednost investicije je kar velika, kar velik zalogaj za občino. Nekako zadnja predračunska vrednost je 3 milijone evrov, se pravi, to bomo žal težko sami zagotovili z lastnimi sredstvi, tako da pričakujemo vsaj delno sofinanciranje, če drugega ne z teh ostankov, bom rekel, sredstev, ki so ostale na dogovor za razvoj regije, za regijo Pomurje. Kolikor pa bomo morali celoti sredstva sami, se pravi, zagotoviti pa verjetno brez dolgoročnega kredita ne bo šlo. Zdaj, kakšne projekte mogoče pričakujete, lahko, da bi financirali tudi iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost? Recimo, tam lahko se financira čistilne naprave in pa vodovode. Zdaj moramo povedati, da je naša čistilna naprava projektirana za 6000 populacijskih enot, tako da dejansko ne pride v sklop tega razpisa. Se pravi, vodovod smo v okviru sistema A naredili, tako da tudi tukaj nimamo nobenega projekta, ki bi ga lahko mi prijavili v ta. Malo smo dejansko računali na to, da bo le država prisluhnila nam vsem, ki imamo dejansko že inšpekcijske odločbe za sabo in bo to mejo 2000 populacijskih enot dvignila. Žal zdaj razpis bo šel ven v decembru, ki pa bo eksplicitno imel zapisano, da do 2000 populacijskih enot. Tako da upamo pa z tega načrta za okrevanje in odpornost, da vsaj določen del sredstev bomo lahko, oziroma se bomo lahko prijavili s projekti, tudi nekaj potem jih na zalogi že imamo. Za prvi takšni večji projekt je tudi Dom gasilcev, športa in kulture na lokaciji Rodovite. Tu smo, kot je bilo že tudi znano, imeli nekaj težav z sosedi na prvotni lokaciji. Smo jim šli dejansko nasproti, da nismo potem dejansko forsirali na tej lokaciji tega Doma gasilcev, športa in kulture in nekako potem v sklopu z gasilci in pa z strelci, s našim strelskim društvom tudi nekako dorekli, da bo to na tej lokaciji, se pravi fitness, sklopu fitnessa, pa potem tudi v zadnjem delu potem dejansko, da tudi zagotovimo neko prostore tako za strelce kot za gasilce, za civilno zaščito, tudi eno večjo kulturno dvorano načrtujemo, ker bi dejansko lahko potem tudi prireditve izvajali, mogoče seje občinskega sveta tudi, to kulturno dvorano potem tudi mogoče koristili za druge priložnosti. Prej sem pozabil, da dejansko na Polnačku domačiji smo po tem, ko je prejšnjem mandatu bil to predviden kot dnevni center za starejše, žal ni bilo interesa, namenili sedaj društvom. Se pravi, na tej stalni lokaciji delujeta 2 društvi, tretjo se še priključuje, se pravi Društvo upokojencev in pa Kolesarski klub Varaški šujstri. Zdaj tekom tega leta oziroma naslednjega leta se bo pa tudi tukaj dejansko kot matični bodo tukaj nastanjeni tudi Društvo kmetic Turnišče. Kako pa recimo deluje vaša zdravstvena postaja v Turnišču? Vemo, imate novo zobozdravnico tudi? Tako je. S 1.8. je pričela z svojim delom zobozdravnica, gospa Romana Markoja, da so ljudje kar zelo zadovoljni. Tudi gospa Markoja ima že kar precej pacientov, tako da če še kdo nima izbranega zobozdravnika, ga vabim, da se čim prej oglasi pri njej oziroma pokliče po telefonu, da ga naročijo.
Zaradi tudi v sklopu tega smo dejansko tudi pričeli, zdaj načrtujemo tudi spostavitev oziroma spostavitev druge ambulante splošne medicine. Zdaj ravno pričakujem, da nam bo predana načrti za obnovo, se pravi, bom rekel, desnega dela celotne zdravstvene postaje. Za zdravstveno postajo je potrebno obnove. Tudi tukaj si želimo po sedaj sprejetem zakonu o financiranju primarnih dejavnosti, se pravi na področju zdravstva, se prijaviti na razpise, kolikor bodo. Ravno danes so prišla prva povpraševanja, če imamo kaj takega v občini, kar bi bilo potrebno na tej bom rekel, stopnji urediti. Seveda se bomo s tem projektom tudi prijavili. Zdaj v sklopu same obnove zdravstvene postaje načrtujemo tudi širitev parkirišča pred zdravstveno postajo. Žal pri vseh teh javnih stavbah imamo precej problema s parkirišči, ker so premajhna, in zdaj tudi poskušamo skozi vse te projekte, ki načrtujemo, tudi to širiti. Pa še preidiva na ostalo dogajanje v občini. Tudi letos ni bilo sejemske prireditve ob veliki maši. Kako gledate mogoče na to? Žal so takrat razmere se začele spreminjati. Dejansko so pogoji bili taki, da nismo mogli zagotoviti varnega dostopa vsem. Dejansko se dogaja ta kramarski sejem na ulici, se pravi, težko je zagotoviti, da bi bilo samo en vhod oziroma en izhod. Tako da po premisleki smo se raje odločili, da ne izvedemo. Kljub temu smo pa izvedli potem drugi del dogajanja, se pravi Varuško noč, ki se dogaja na Planikinem parkirišču, kjer smo lahko tudi dejansko ogradili to parkirišče in tudi poskrbeli za vstop in izstop. Tu moram vedeti, da to dejansko zdaj že par let nogometni klub Turnišče organizira v sodelovanju z občino, tako da je to bilo izvedeno. Medtem ko drugo večjo prireditev, se v referencu vse smo pod istim pogojem tudi izvedli. Zdaj bolj smo dali poudarek domačim društvom, predstavitvi domačih društev in pa društev iz okoliških, se pravi občin z regije, ki se predstavljajo z svojimi izdelki. Toliko ni na tem sejmu bil poudarek na tisti klasični kramarski dejavnosti, ampak bolj se obračamo v toj smeri, da bi predstavljali domače obrti, domače izdelke, domače unikatne izdelke, ker namen tudi tega sejma je bil, da so se dejansko na tem sejmu predstavljali čevljarje, pa potem krojači, ki tudi so pri nas zelo vpeti, tudi imamo dejansko z tega področja cehe, tudi kovaški ceh, in nekako potem sledimo temu, rekel, zgodovinskim razmerjam, ko so dejansko se takrat predstavljali mojstri z svojimi izdelki. Zdaj 16. novembra občina Turnišče praznuje svoj praznik. Kako ga boste praznovali? Tako je, 16. novembra gre za prvopisno omembo vasi Turnišče oziroma takrat vasi Črnec, in glede na to smo se odločili, da takrat občinski praznik. Moji predhodniki so se odločili, se pravi skupaj, da bo ta dan občinski praznik. Zdaj žal letos tudi same razmere ne dopuščajo nam, da bi ga izvedli v fizični obliki, tako da bomo tudi verjetno se poslužili virtualne oblike, isto kot smo lansko leto. Zato tudi dogajanje v sklopu tega tedna bo okrnjeno. Dejansko smo imeli Strelsko društvo Turnišče pripravilo svoj del programa, potem Društvo upokojencev svoj del programa pripravljalo, in žal bo sedaj, bom rekel, precej okrnjeno sama zadeva zaradi spoštovanja vseh ukrepov, ki so trenutno veljavni. Seveda nam je vodilo to, da poskrbimo za zdravje naših občank in občanov, to je primarna skrb, šele potem pride na vrsto, se pravi, vse drugo. Zdaj v sklopu tega imate tudi občinske nagrajence, nam mogoče lahko zaupate, kdo so? Ja, lahko povem, kdo so, ker smo ravno imeli prejšnji četrtek, se pravi, ta teden nazaj smo imeli sejo občinskega sveta in je dejansko bilo tudi potrjeno. Se pravi, podeljujemo eno plaketo občine Turnišče, ki bo prejela gospa Danica Kocec za dolgotrajno delo na področju društev in pa kulture v občini. Imamo pa tudi 5 nagrajencev na področju priznanja občine Turnišče, se pravi 2 posameznika, to sta gospod Alojz in Terezija Horvat, za dolgoletno delo, pomoč v kolesarskem društvu Varaški Šujstri, in pa tudi nasplošno, tudi skrbita za nadstrešek, moram povedati, v Turnišču. Vzorno ga, bom rekel, oblikujeta, tematske sklope tudi imata, izdelujeta sama figurice, in pa 3 jubilante imamo na področju društev, se pravi nogometni klub Turnišče praznuje okroglo obletnico, potem športno društvo Izziv Turnišče in pa osnovna šola Turnišče. Zdaj prihodnje leto prihajajo volitve. Kako ste zadovoljni z delom v vašem mandatu? Zdaj moram povedati, da nekaj stvari smo uspeli urediti. Jaz upam, da bodo to tudi prepoznali občanke in občani. Zdaj določene stvari je videti v naravi. Jaz upam, da bomo še drugo leto uspeli vsaj čistilno napravo v Turnišču obnoviti oziroma rekonstruirati, tako da bo zadostovala vsem okoljskim standardom, da bo potem tudi nekako, rekel, življenjska doba te čistilne naprave okrog 40 let, da bo dejansko v 40 letih potem manj težav z samo čistilno napravo. Seveda nekaj manjših projektov tudi bomo drugo leto izvajali.
Zdaj, kot sem že prej omenil, imamo v načrtu, da bi dejansko vrtec Turnišče še za ta dodatni oddelek razširili, da potem več ne bi noben oddelek gostoval v šoli, da bi vsi bili na eni lokaciji, v tem sklopu, se pravi od večnamenskega centra do vrtca, tako da potem ne bomo več imenovali to stavbo večnamenski objekt, bomo rekli, da je to kar vrtec Turnišče. Za načrtu nam je tudi, da se prijavimo v to, kar sem že prej omenil, zdravstveno postajo Turnišče za obnovo. Jaz upam, da bomo vsaj, če ne bomo 2022 uspešni na razpisu, da bomo vsaj do 2023 pridobili del sredstev. Načrti še imamo dejansko, oziroma čakamo na odobritev ze strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. En projekt smo skupaj peljali z ostalimi občinami, se pravi, to je veliko razpisov vlast, se pravi lokalne akcijskih skupin, in nameravamo drugo leto spostaviti, se pravi TIC, se pravi, bom rekel, en objekt za TIC in pa potem tudi v tem TIC-u, da se bodo dejansko lokalni ponudniki lahko ponujali svoje izdelke. Nameravamo tudi še nadaljevati potem z parkiriščem, ker ta TIC bo dejansko v sklopu kolesarnice, ki je na parkirišču pri cerkvi, pa potem tudi to parkirišče razširiti še po neko tretjo fazo. Zdaj upamo, da še bo mogoče kakšna sredstva lahko pridobiti tudi z dogovora za razvoj regij. Se pravi, mi bomo projekte sigurno že drugo leto prijavili, vse, kar bomo želeli v teh, bomo rekel, 6-7 letih storiti. Mogoče še pa kak potem projekt pridobimo dodatno. Zdaj upamo še na kako kolesarsko povezavo. Se pravi, zdaj občina Dubrovnik bomo dejansko drugo leto pridobili kolesarsko povezavo z njimi, s samo občino. Zdaj za občino Veliko Polano imamo dejansko tudi kolesarsko povezavo. Zdaj za občino Črenšovci tudi imamo na načrtu še kolesarsko povezavo. Se pravi, mi smo nekako do Romov že v lanskem letu naredili kolesarsko pot in bi želeli to dejansko podaljšati, da bi potem tudi do vasi Črenšovci ta kolesarska povezava šla. Zdaj tudi z občino Beltinci imamo že en projekt dejansko pripravljen, se pravi kolesarska povezava Gomilice-Lipa. Tu čakamo dejansko, če bodo kakšna sredstva razpisana za sofinanciranje. Zdaj skupaj z obema sosednjima občinama Beltinci in Dubrovnik pa bi radi, da bi ob državni cesti, pravi regionalni cesti drugega reda, se spostavila kolesarska povezava od vasi Beltinci, se pravi od Beltinc do Dubrovnika, se pravi tu je pa skozi potem vas Renkovci. Zdaj eno del smo že mi naredili mimo podjetja Paradise, tako da upamo, da bo potem tudi država prepoznala naše želje in pa potrebe, predvsem potrebe po varnosti na tej cesti. Saj moramo se zavedati, da dejansko tukaj poteka ves tovorni promet iz Gramoznice v Dubrovniku proti Gramoznici v Bakovci. Zdaj, glede na to, da bodo drugo leto volitve, ste že razmišljali kaj o vaši kandidaturi morda? Trenutno moram še tako pošteno povedati, da o tem še nisem razmišljal. Bom še kar nekaj časa počakal, da vidim dejansko, kakšna bo situacija drugo leto. Moram se dejansko tudi v krogu družine pogovoriti, pa potem bom še pravočasno vsem občankom sporočil svojo odločitev. Gospod Horvat, imate morda še kakšno sporočilo za gledalce? Ja, seveda ob tej priložnosti bi rad izkoristil priložnost, res vse nagovoril vse občanke, občane, da spoštujejo ukrepe, ki jih predpisuje stroka, bom rekel, da ne se potem glede na tega vlada jih dejansko dejanje v stroko jih predpiše, da pazijo na sebe, na svoje bližnje, da se vseeno odločijo za preventivo, ne za kurativo. Sam nisem nikoli poudarjal, da se morajo cepiti, ampak priporočam pa jim cepljenje. Lahko tudi iz lastnih izkušenj povem, da dejansko cepljenje je tudi meni pomagalo pri tem, da sem lahko prebolel tudi COVID-19. Gospod Horvat, hvala vam za vaš obisk, za vsa pojasnila in odgovore. Hvala za vaše povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.